sicer na to temo ponavadi delam na delavnicah, v majhnih skupinah, tudi danes bi vas najrajše poležala na blazine, pa da to konkretno naredimo, pa gremo skozi, ampak se bom vas poskusila dotakniti tudi na takšen način. Torej, kot je že Polona napovedala, po poklicu sem profesorica za šport, nekaj časa sem res tudi učila na šoli, kasneje sem šla pa na svojo pot, tako da sem zdaj že 10 let pač samostojna podjetnica, bolj zajadrala v fizioterapijo, tako da se veliko ukvarjam s telesom. V bistvu že od mladosti kot športnica, ko sem se spraševala bolj, zakaj ne gre, zakaj ne gre boljše, bolj v smislu dobrih rezultatov. Danes se pa ukvarjam bolj s tem, zakaj boli oziroma kaj bi lahko naredili drugače, da ne bi bolelo. Tako da je prišla v bistvu ta potreba, ta želja še po dodatnih izobraževanjih, ker v bistvu, ko se ukvarjam s svojimi strankami, ne morem hkrati tudi izobraževati. In tako so nastale v bistvu delavnice, ki jih delava skupaj z mojo sestro, ki pa pol za mano. Iz te želje, potrebe potem, ki me skrbi in žalosti, ko vidim, kakšen odnos imajo ljudje do svojega telesa, oziroma v kakem, da jih nekaj potegne iz tega začaranega kroga, iz tega ponorelega sveta, da jim tu povem, da stvari niso tako grozne, da jih v bistvu so stvari zelo preproste. Samo dajmo se ustaviti, pa se zazreti vase. Res pa je, da imamo premalo znanja. V šolah nas učijo o ne vem kakih kilometrskih računih, gledam, kaj moje punce morajo doma delati za domače narve. Groza, katastrofa, ne? Take stvari bi se mogli učiti. Dejansko bolj vidiš, da človek pri svojih 40-50 ve, ki ima srce, pa ki ima debelo črevo, pa to je skoraj vse. Ne? Tako da sem začela nekako s temi izobraževanji, pomagati ljudem, jih pripeljati nazaj do tega zdravega odnosa do svojega telesa. Ker ja, telo vedno stremi k zdravju. Telo je, kot je Polona že napovedala, res je čudežen stroj. Tudi ko gledam, kaj ljudje počnejo s svojimi telesi, kaj vse vnašamo vase, od hrane, od svojih misli. Pa telo kar gre, pa še kar gre, mislim, to je boljše kot stroj. In telo je narejeno tako, da se hoče zdraviti sam, hoče biti zdrav in mi mu res pri tem lahko pomagamo. Če mu malo prisluhnemo oziroma če se znamo bolj poslušati in če znamo izkoristiti svoj čas za stvari, ki jih denar ne more kupiti. Tako da pri tem bomo začeli. Zdravje se začne v nas samih. Ko sem začenjala svojo prakso, sem bila seveda zelo, pa če si še nesiguren, klanjaš se tistim svojim strankam, pa so hodili nazaj, pa še me boli, še ni dobro. In sem prišla domov s tistimi, kaj še naj naredim, to nisem dobro naredila. In to sem kar rabila, 2-3 leta, sigurno, če ne še malo več. Ko meni enkrat klikne, tudi zelo fizično je moje delo, zelo se nadelam, roke mi trpijo, to je na začetku bilo vse dneto, tako da priješ domov, pa niti probira ne boš narediti. In tako začneš tudi malo svoje telo ceniti, se imeti rad, in ko pridejo s tistim jamranjem, rečem, pa čakajte malo, kaj pa vi naredite za svoje zdravje? Jaz to v bistvu vse naredim. Zmasiram, odblokiram, uravnovesim, polje pa delo na tebi. Se pravi, noben drug te ne more pozdraviti, če sam ne skrbiš za svoje zdravje. Kaj danes ljudje počnejo? Nekaj te zaboli, že letiš k enemu doktoru, unemu zdravilcu, k temu terapevtu. Telo je tvoje. In jaz verjamem, da če se znamo poslušati, smo lahko sami sebi najboljši prijatelji pa najboljši zdravilci. Ker tudi sami svoje telo najbolj poznamo. Je pa treba, seveda, malo znanja, iti malo tja, tako da vejte na čim več takih stvari,
da začnete poznavati svoje telo, ker boste videli, kako preproste so lahko te stvari. Ker na vse zadnje telo, jaz svoje telo zelo cenim, častim ga, res, da je to moj kruh, ampak vse je tudi vaš, pa zdaj pri vašem delu, recimo, če se vrežete v prst, glih tako lahko tam tisto miško pa tipkovnica, ne? Jaz, če se fejst vrežem, imam en mesec sigurno ne morem, ni, ker roke rabim. In to, in celo telo, tudi ko sem na Braziliji in učim jogo. In premalo se zavedamo tega, da je telo naš edini tempelj, v katerem živimo. In telo je tisto, ki nam omogoča, da se smejimo, da jočemo, da čutimo, da se ljubimo, da živimo. In zato je vredno, da ga imamo radi. In moje delo zgleda tak, ne, pridejo ljudje, drugačen Štajerka, tako fajn je, da smo v Mariboru, pa lahko malo tako še po naše Gornja Radgona, tako mi gočimo drugače. Pa to bo že v Škofji Loki, tako se me slišite, malo mešano. V Škofji Loki vsi vejo, da sem Štajerka, to mi je fajn. No, tako zgleda delo, ne, jaz imam tisto masažno mizo, se vleže gor, Izabela Tajmer je, kaj je to 23? Minut. Še imam? Ok, dobro sem. Se vleže na mizo, jaz to pol vse naredim, odvisno v kakem stanju pridejo, slabše stanje bolj boli, tako eni bi mi radi prišli z mize. No, pol pa dobijo en kup domačih nalog. In tu se začne, kdaj pa naj, se nimam cajta? Se rekla, to tako rečem, ponavadi, jaz zelo rada take primerjave davne z mašinami, z avti, ker avti so ful pomembni, ne? Avto pelaš na servis, kaj pa sebe? Ne? Rečem, to je isto, ker če bi mi zdaj reklo, nijam cajta tankat, ne, tam ti rdeča lučka že sveti, nijam cajta tankat, ker sem zaposlen z božnjo, a ni to isto? Mislim, odkdaj je skrb za svoje zdravje postal luksus? Ne vem, vzami kredit, pa si izpolni svoje želje, ker zato na vse zadnje živimo. Ne mi s tem cajtom, dan ima 24 ur. 1 uro ziher si ga boš našel, pa ni treba, da je ura v kosu, te pa iščemo, te pa gremo urnik, aha, vstaneš takrat, ok, 5 minut zjutraj mačko delaš, pa še preden vstaneš 5 minut, dih izdih, misli naštele, ne pa že tisto v dan greš vse, da je grozno. Ja, pol bo res. Ja, je ta nekaj boj s časom res beg pred samim seboj. Tako da to pol nekako hitro uredimo, ker, kot pravim, telo res malo, tako malo rabi, da je zdravo, in tudi najbolj hvaležno je, ko se sami z njim ukvarjamo. Ko mi sami nekaj naredimo za njega. Ne samo ti me još malo zmasirala, me bo malo raztegnil tam, pa še malo kakve tabletke, pa smo. Tako da ja, ne odlagajmo te odgovornosti na vse druge, dajmo se sami odgovoriti. Se pravi, tako dolgo se prestavljamo na zadnjo mesto, dokler fejst ne zaboli. Malo še lahko boli. Pa lahko boli tudi tako dolgo, dokler to še, ta medicina je zelo napredovala. Se pravi, ta tabletka, zdravljanje, zdravniki postajajo kot eni mehaniki, se vseeno, če je koleno hit, pa koliko hit, vse zamenjali. Bolečina je naša prijateljica. To vsakemu povem. Če človeka ne bi bolelo, to bi kar šli. Ne vem, to bi kar šli. Rabimo bolečino zato, da spremenimo odnos do samega sebe. Šele, ko nas zaboli, rečemo, takrat smo pa pripravljeni vse narediti.
vse je fajn, da malo boli, tudi mene boli. Tak je pač človek narejen. V bistvu zato imamo to telo in to je govorica telesa. Na tak način nam telo sporoča, da pač moramo nekaj spremeniti. Pa bolečina ni nujno, da je zdaj to že bolezen. Bolečina se v bistvu pojavlja v zelo različnih oblikah. Lahko je to navadna praska, lahko je to ukleščen živec, ki že bolj boli, lahko je to žalost, lahko je to sitost ali pa lakota. Sploh ni nujno, da boli, lahko tudi samo duši, ali pa nas napenja, ali nas podela živčne, pa razdražljive, pa nestrpljive. Kakorkoli že, vedno je bolečina tam, da nas opozarja, da pač nekaj moramo spremeniti, nekaj moramo delati drugače. Kaj pa večina ljudi počne? Hitro, do 1. marca doma, prva pomoč, naklofen, nalgasin, ne vem, kaj sploh vse je. Tudi zdravniki se tako obnašajo, tako da brez obsojanja. Pač zdravniki so bogovje, ljudje jim pač verjamejo, ker so, kot bi tudi moglo biti dejansko, ampak zdravnik, doktor, ne vem, če veste, kaj doktor pomeni po latinsko. Doktor pomeni učitelj. Se pravi, glavno poslanstvo doktorjev bi moglo biti to, da nas učijo zdravega načina življenja in nas usmerjajo in tako naprej. Kaj pa danes počnejo doktori? Prideš tja, ja, tu imate, ne, proti bolečinam, pa adijo. Pa če je prevedo, pol še kakva ona infuzija, da ti direkt žilo. In kaj s tem v bistvu sporočamo telesu? Tiho bodi, nočem te poslušati. Bolečino rabimo, zato da vemo, kaj spremeniti, pa kako iti naprej.